Naš občan dr. Janez Juhant je že prejšnji torek v knjižnici Medvode predstavil svojo knjigo Domačija pod svetim Antonom, ki je lansko leto izšla pri celjski Mohorjevi družbi. V njej je z besedo postavil pretresljiv spomenik svojim sorodnikom, saj knjiga ni le preplet leposlovno zapisanih osebnih življenjskih zgodb avtorjevih prednikov, ampak tudi zakladnica zgodovinskih ter domoznanskih podatkov. Z avtorjem se je pogovarjal Jože Bartol, urednik na Radiu Ognjišče, ki med drugim ureja tudi rubriko Moja zgodba. Knjiga Osebna zgodba dr. Janeza Juhanta, Domačija pod svetim Antonom, je šla pri Mohorjevi družbi ob 50-letnici duhovništva, ki jo je praznoval lansko leto, in to v Sori, kjer živi že vrsto let. Namesto podobice ob zlati maši, torej drugačna podoba, gre za pretresljiv spomenik svojim sorodnikom, ki so živeli v hribovju med Litijo in Ljubljano, predvsem v obdobju nadčloveških ter nečloveških doživetij druge svetovne vojne in obdobja po njej. Da gre za dolžnost, obvezo, ki jo čuti do družine in naroda, pravi dr. Juhant. Osebno sem zelo zaznamovan s tem življenjem in mislim, da tudi moja duhovniška pot in seveda vsa bistvena življenjska vprašanja so s tem tesno povezana, tako da verjamem, da je ta knjiga nastala na podlagi tega, ker sem v življenju iskal smisel, pot, cilj in seveda se tudi verjetno zato odločil za duhovništvo, ker so pač moji predniki vse to dali skozi. Dr. Juhant pravi, da se je že v zgodnji mladosti spraševal o smislu življenja, trpljenja in iskanja opore v veri. Da ga je zaznamovala tako dogovorjena poroka starih staršev, predvsem pa usoda 3 stricev in povojno šikaniranje. Najstarejši stric Janko je bil uslužbenec v nemški policiji in po vojni kot domobranec ustreljen v Teharjih. Po tem stricu je tudi sam dobil ime in ga zaradi nelagodja kot najstnik uradno spremenil v Janeza. Mlajša 2 strica pa sta bila nasilno mobilizirana v nemško vojsko, oba ranjena, prvega Tineta so po vrnitvi domov zajeli partizani, kjer je bil ustreljen, drugi Tone pa se je po ruskem ujetništvu vrnil domov in uspel kot vojni invalid preživeti 2 povojni taborišči. In prav slednjemu je bila tokrat namenjena največja pozornost. Zaznamoval me je zaradi tega, ker sem bil zelo veliko z njim, tako kot otrok in skupaj z mojima bratoma, še več kot staršema, ker starša sta pač bila zelo zaposlena, posebej moj oče, ki je bil izjemno deloven človek in nas je zelo priganjal k delu in tako naprej. On pa je po svoji invalidnosti in tudi po svojih problemih, ki jih je imel čas za nas, se je z nami pogovarjal in seveda tudi je bil izredno inteligenten, da nam je odpiral bistvena vprašanja življenja, nam pripovedoval zgodbe. Ni pa knjiga le preplet leposlovno zapisanih osebnih življenjskih zgodb avtorjevih prednikov, ampak tudi zakladnica zgodovinskih ter domoznanskih podatkov. Opisal je medvojni in povojni čas, zgodbe številnih ljudi, skoraj vse so tragične, bodisi zaradi nasilja, tako fašizma in nacizma, kot komunizma. Bi lažje nekako doživeli tisto spravo ali pomiritev ali kakorkoli že, če bi več temeljili na teh zgodbah malih ljudi. Zelo se strinjam z vami, da je bistveno, da se dotaknemo ljudi, kajti resnica je pravzaprav v nas in potrebno je, da se je dotaknemo, zato pa je potrebno velika mera empatije, uživljanja in če to skušamo pri sebi vedno znova vzdrževati in tudi vzdrževati s tem, da se uživljamo v svoj duhovni svet, bomo tudi opravili to nalogo in mislim, da nam ne preostane drugega, ker človek tudi v vseh odklonih od tega, recimo tudi o vojnah, prepirih in tako dalje, vedno znova je treba iti nazaj k dialogu, k odprtosti. In pripomba sogovornika na tokratnem večeru v Medvoški knjižnici Jožeta Bartolja, da v knjigi ni čisto nič prizanašal niti duhovnikom, čeprav je sam duhovnik. Dr. Juhant pravi, da so bili morda duhovniki premalo pozorni na čutenje vernikov, da pa je težko meniti, da bi bilo drugače, če bi tega občutanja bilo več, saj da je delo duhovnika sila zahtevno. Ker duhovnik se jemlje iz ljudstva in je tudi za ljudi. To se pravi, je na nek način odsev tega, kar se dogaja med ljudmi in na nek način tudi utrip tega življenja, ki ga živimo vsi skupaj, tako da je izjemno pomembno, da
pravzaprav vsi poglabljamo svoje življenje. Seveda je pa duhovnik tisti, ki na nek način nosi zastavo pri tem in verjamem, da bi morda kakšne stvari bile drugače. Mislim, da pa danes smo pa na tej točki, da se bomo morali vsi resno vprašati. To je seveda tudi spraševanje vesti nam, duhovnikom, pa tudi vsem, ki smo odgovorni, staršem, voditeljem, ki smo odgovorni za ljudi in za prihodnost naroda in tudi človeštva. Dr. Janez Juhant je bil rojen po vojni marca leta 1947. Gimnazijo je končal na srednji verski šoli v Vipavi, magisterij iz teologije in doktorat iz filozofije pa je opravil na univerzi v Innsbrucku. Duhovniško posvečenje je prijel leta 1974 in med drugim 7 let poslanstvo opravljal tudi v župniji Sveta Katarina na Topolu. Ja, trudil sem se po najboljših močeh, bilo je zelo zahtevno, ker sem bil zraven še profesor, kar sem tudi v knjigi izpostavil in upam, da sem poskušal živeti. Odločil sem se, da grem k Sveti Katarini ravno zato, ker sem se že kot bogoslovec velikokrat spraševal, ja pa tudi na kmetijih je treba duhovnika in sem se zato odločil, da grem tja in sem poskušal tudi po najboljših močeh biti blizu ljudem. Od leta 2012 je član Evropske akademije znanosti in umetnosti in od leta 2015 zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Predaval je v večini evropskih držav in deloval kot član številnih združenj. Je prejemnik številnih priznanj doma in v tujini, leta 2020 pa je postal tudi častni občan občine Šmartno pri Litiji. In pripomba ene od udeleženk tokratne predstavitve, častne občanke Ivanke Šušteršič, češ da je knjigo sicer prebrala na mah, da pa je v tem delu premalo njega samega, da torej pričakuje nadaljevanje. Ja, zelo me je nagovorila s tem, da sem premalo sebe dal v knjigo, najbrž me to še čaka. Seveda vedno vsem, kar delam, tudi kot duhovnik, kot profesor, kot predavatelj ali vzgojitelj, če hočete, skušam dati osebno noto, morda bom pa tudi te stvari kdaj zapisal in verjamem, da je seveda potrebno določene stvari tudi zapisati zato, da ostanejo za prihodne generacije. Morda, če mi bo Bog dal še zdravje, moči in tudi prizadevnosti, da bom to tudi še storil in tudi v tem smislu, kar je rekla gospa Ivanka Šušteršič. Dr. Janez Juhant je avtor več knjig, učbenikov in razprav, več kot 900 enot je zabeleženo. Proučeval je zgodovino modernih filozofskih tokov na Slovenskem in v svetu, antropologijo in etiko ter vlogo teologije in rimsko-katoliške cerkve v sodobni družbi, predvsem v smislu ponovnega utrjevanja krščanskih korenin za preživetje človeka in družbe v sodobnih globalnih izzivih. Posebej se je posvetil Janezu evangelistu Kreku in v zadnjih letih Lambertu Ehrlichu. Juhantova knjiga o slednjem je bila v Medvoški knjižnici predstavljena konec leta 2022.